Spoštovani, če je kaj vrednota, splošno priznana v teh, lahko rečem, vsaj rahlo zmedenih časih, katere sobivamo v naši državi, potem je to še vedno človeško življenje. Ali če hočete, življenje človeka. Zato si drznem trditi, da me je na nek način preprosto sram. Sram, ker sem bil in sem še priča teptanju najosnovnejšega, kar človek premore. To pa je človeško dostojanstvo. Vsaka še tako navidezno malenkostna manipulacija s človekom je vsaj zame nedopustna. Poročilo, katerega vam bom predstavil, je evidenten dokaz, da malce tudi moja država izgublja lastno kredibilnost in verodostojnost hkrati prav zaradi nedopustne manipulacije s človeškimi usodami. Ko si razvrednotenje človeškega dostojanstva zaradi česarkoli že privoščijo tisti državni uradniki in uradnice, ki bi morali avtomatično in brezpogojno spoštovati človeka in njegove pravice, potem je nekaj v državi hudo in zelo narobe. In prav to narobe skuša tudi opozoriti besedilo poročila, katerega vam želim predstaviti. Torej, Državni zbor je 15. maja 2009 odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja tako imenovanih izbrisanih v letih 2003 in 2009. Komisija zaključuje svoje delo. Danes sem sklical tudi sejo, ki bo naslednjo sredo in na kateri bomo obravnavali to končno poročilo. Iz poročila izhaja nerazumljiva malomarnost pri obravnavi človekovih pravic. No in ta malomarnost ni bila odpravljena zato, ker je očitno neki politiki ustrezalo število tako imenovanih izbrisanih, ki je temeljilo na tej malomarnosti. Do neutemeljenega povečanja števila tako imenovanih izbrisanih v letu 2009 je prišlo zaradi nestrokovnega dela Ministrstva za notranje zadeve, ki ni upoštevalo dejstva, da informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve ni bil usklajen s podatki iz upravnih enot o osebah, ki so se same odjavile iz registra stalnega prebivalstva. Ministrstvo za notranje zadeve se je tega dejstva začel zavedati šele takrat, ko smo mi že začeli s parlamentarno preiskavo in smo se o teh stvareh začeli spraševati, kako in na kakšen način je možno, da je prišlo do tako drastičnega povečanja tako imenovanih izbrisanih. Pravo število tako imenovanih izbrisanih oseb je po znanih podatkih 18.305 in ne 25.671. S tem višjim številom je bila seznanjena neupravičeno, seznanjena domača, tudi tuja javnost, tudi predstavniki organizacij za človekove pravice, predstavniki držav tudi izven Republike Slovenije. Zaradi pravnih posledic za posameznike in državo in odnosa do človekovih pravic je nujno, da Ministrstvo za notranje zadeve poimensko identificira 7366 oseb, kolikor jih vodi preveč kot tako imenovane izbrisane osebe. Človekove pravice in izpolnjevanje ustavnih dolžnosti države ne morejo biti odvisni od prizadevanj upravnih organov, temveč na točnih in nespornih podatkih oziroma dejstvih. Pri pripravi tega poročila sem napisal 14 točk ugotovitev. Mislim, da je prav, da danes nekoliko širše pojasnim vse te ugotovitve in jih tudi podkropim z dokazi. Torej, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je ob zagovoru interpelacije 1. aprila 2009 glede števila tako imenovanih izbrisanih izjavila sledeče, navajam.
Iz navedenega razloga je bila tudi tokratna metodologija pridobljenih podatkov o številu izbrisanih najoptimalnejša, kar jo lahko trenutni informacijski sistem upravno-notranjih zadev, ki združuje navedene registre, ponudi. In nadaljuje, da smo v ponovni analizi leta 2009 upoštevali podatke zgolj iz računalniške evidence in ugotovili, da je število oseb, ki jim je prenehalo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 25.671. In nadaljuje, mislim, da je bila že kar nekajkrat danes povedana številka 25.671. Ja, to je končna številka izbrisanih. Zakaj ji verjamem? Zakaj jo povem? Ker so izračunali tisti ljudje, ki so se s tem leta in leta ukvarjali in jim edinim lahko najbolj zaupam. Javni uslužbenci v strokovnih službah Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvo za notranje zadeve torej števila tako imenovanih izbrisanih ni ugotovil na podlagi nespornih dejstev, ampak izračunava na podlagi več parametrov, ki naj bi zajeli skupino tako imenovanih izbrisanih v več uradnih evidencah. No in potem pride zanimiv salto mortale po enem letu, ko je že tekla preiskovalna komisija. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve se pojavi sledeč tekst. V nobenem primeru, zdaj navajam, v nobenem primeru ni prišlo do političnega prikrojevanja števila izbrisanih. Ker ne obstaja poseben register izbrisanih, se v različnih registrih izbrisane preverja po različnih parametrih. Razlike v statistiki nimajo vpliva na reševanje individualnih primerov, kjer se podatki preverijo v ročno vodenih evidencah. Ni torej možno, da bi bil status podeljen nekomu, ki ni bil izbrisan. Razlike pa so nastale zato, ker podatki v informacijskem sistemu, kljub pozivom Ministrstva za notranje zadeve, niso bili usklajeni z ročno vodenimi evidencami upravnih enot. Torej, če pogledamo statistiko izbrisanih, leta 2002 je bilo izbrisanih 18.305. Leta 2009 je število naraslo na 25.671. Kdo je zahteval štetje leta 2002? Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je podatke uporabilo tudi v svoji odločbi. Kdo je zahteval štetje leta 2009? Nihče. Nihče ni zahteval štetja. Ministrstvo za notranje zadeve je želelo dobiti bolj strukturirano pogled v populacijo izbrisanih. Ponovno preverjanje izbrisanih po različnih parametrih, torej po spolu, po starosti, je dalo povsem drugačne rezultate glede skupnega števila. In bistvene razlike. Leta 2002 sta računalniški sistem MNZ in ročno vodene evidence upravnih enot. Potrebno je bilo uskladiti podatke iz računalniških evidenc, seveda z ročno evidenco upravnih enot. Ministrstvo za notranje zadeve je takrat dvakrat pozvalo upravne enote, naj to storijo. Kaj se je zgodilo leta 2009? Nov informacijski sistem upravnih notranjih zadev, Ministrstvo za notranje zadeve je izhajalo iz predpostavke, da so podatki v novem tem sistemu ažurni in da so v letu 2002 vse upravne enote podatke iz ročno vodenih evidenc uskladile z računalniško evidenco, ter da so bili leta 2005 vsi podatki pravilno preneseni iz starega v nov informacijski sistem. Ena od prič Ministrstva za notranje zadeve, uslužbenka na ministrstvu, je glede točnosti prenosa podatkov med starim informacijskim sistemom Ministrstva za notranje zadeve, ki se je uporabljal leta 1992, in novem, ki je bil uveden leta 2005, izpričala, da, zdaj bom navajal, sedaj točno nihče od nas ne ve, kateri so bili dejansko preneseni. Mi delamo zdaj neke posnetke stanja za nazaj, na podlagi določenih pogojev. Ne vem, ali je imel prijavo takrat, kako lahko ti ugotoviš stanje za nazaj. Prenos med sistemoma v letu 2005 ni bil v ničemer problematičen, v starem so se nekateri podatki ob spremembu statusa tudi prepisali. Dejstvo, da je Ministrstvo za notranje zadeve spregledalo podatke upravnih enot, oziroma jih ni upoštevalo pri štetju tako imenovanih izbrisanih v mandatu 2008 do 2012,
lahko pripišemo nevestnemu delu Ministrstva za notranje zadeve. Iz tega razloga je zadnje znano uradno število 18.305. Odnos do točnosti upravnega dela je izkazal tudi uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve, ki je na vprašanje, kako so leta 2009 na Ministrstvu za notranje zadeve ugotavljali število odgovorov. Enter, gospod predsednik, enter. Toliko jih je. In po posameznih parametrih greš. To je register, to je informatika, to je računalništvo. Ter na vprašanje točnosti števila odgovorov. Še enkrat, a vi mene sprašujete, kakšne so evidence v tem trenutku. V tem trenutku so evidence točne. Ob tem se priča ni hotela opredeliti do trditev gospoda Rade Bohinca, da stoji za manjšimi številkami, da stoji za številko 18.305, ki jih je leta 2002 pod njegovim vodenjem ministrstva ugotovilo Ministrstvo za notranje zadeve.